Poslanci obravnavajo predlog novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja, s katero bi obveznost posredovanja tovrstnih informacij razširili na podjetja v večinski lasti države ali občin. Če bo državni zbor novelo sprejel, bodo morale biti v teh podjetjih svetovalne, donatorske in sponzorske pogodbe, pa tudi plače, odpravnine in druge ugodnosti članov uprav in nadzornih svetov javne. Prav tako bodo javni podatki o posojilih, ki so bila pri sanaciji bank prenesena na družbo za upravljanje terjatev bank. Poslanke in poslanci imajo na dnevnem redu še več osnutkov zakonov, med drugim nove ukrepe zoper sivo ekonomijo. V naselju Bezena v občini Ruše je sinoči okoli 19. ure zagorelo v večstanovanjski hiši. Požar se je razširil na ostrešje in popolnoma uničil najmanj eno stanovanje, še 3 pa so bila po besedah gasilcev precej poškodovana. Pri gašenju so posredovali prostovoljni gasilci iz 5 okoliških društev. Poslopje so prekrili s folijo, družinam pa ponudili prenočitev v bližnjem hotelu, a so si vse zagotovile bivanje pri sorodnikih. Informacija prva je bila, da bi naj bila pogrešana oseba, smo iskali in hvala Bogu nismo našli, tako da hvala Bogu ni bilo žrtev, je pa gmotna škoda kar precejšnja. Na Koroškem že vrsto let opozarjajo na nujnost izgradnje hitre ceste, ki bi regijo odprla navzven in omogočila hitrejši gospodarski razvoj. Zato so ob zadnjih napovedih vlade, da ponovno preveri načrtovalska izhodišča, razočarani. Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor pravijo, da država ne odstopa od projekta, ampak se je odločila, da zaradi bistveno spremenjenih gospodarskih in družbenih okoliščin ponovno preveri prvotna načrtovalska izhodišča in s tem pridobi racionalno ter realno izvedljivo rešitev moderne prometnice, ki bo v funkciji razvojne osi na tem odseku. V programu usposabljanja gozdarjev in sekačev, ki je pomemben za sodelovanje pri odpravljanju posledic nedavne ledene ujme, se bo vključilo vsaj 234 brezposelnih. Brezposelni bodo tako lahko pridobili certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije, ki jim bo omogočil zaposlitev pri vseh izvajalcih, ki opravljajo sečnjo lesa. Kot so pojasnili na Zavodu za zaposlovanje, se lahko v program usposabljanja vključijo brezposelne osebe s končano osnovnošolsko obveznostjo, ki opravijo ustrezen zdravniški pregled in izrazijo interes za opravljanje tovrstnega dela. Od danes so znova dražji naftni derivati. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 1,3 centa, 100-oktanski bencin še za malenkost več, za 1,5 centa za liter goriva. Cena dizelskega goriva se je zvišala za 0,7 centa, podražilo se je tudi kurilno olje. Pustni čas se poslavlja, današnje prireditve so bile še zadnja priložnost za uganjanje pustnih norčij. Že v sredo, ponekod pa že nocoj, se bodo namreč po vsej Sloveniji izvrstili pokopi oziroma sežigi pusta. V Mariboru, kjer je današnje pustovanje pripravila Zveza prijateljev mladine, so dopoldanski del prav tako posvetili najmlajšim z rajanjem za male pustne šeme na trgu Levna Štuklja. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v vzhodni in južni Sloveniji bodo občasno še manjše padavine. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, v jugovzhodni Sloveniji bodo občasno še možne rahle padavine. V petek bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod pretežno oblačno in po večini suho. Oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Danes v dnevniku televizije Maribor. Mariborski svetniki so seje umaknili točko o kanalščini za meteorne vode. Mednarodna konferenca o boju proti terorizmu. Drago Soršak se oglaša z Evropskega prvenstva v streljanju z zračnim orožjem, kjer sta nastopila Petra Dobravec in Željko Mojčević. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.